odprave. Pri enem stanovalcu je bila pa povrnjena poslovna sposobnost v določenem obsegu, se pravi ne v celoti. In 3 stanovalci, s katerimi se zdaj pogovarjamo, da bi vstopil v ta postopek povrnitve poslovne sposobnosti, delno ali pa v celoti. Na kratko, da ozavestimo, oziroma da se spomnimo, katere so pristojnosti in dolžnosti skrbnika. Dejansko skrbnik bi moral s svojim varovancem redno srečevati in ga obiskovati, spremljati bi moral njegovo stanje, z stanjem bi moral biti tudi obveščen, nekako stremeti k temu, da se upošteva želje in posluša želje osebe oziroma njegovega varovanca. Nekaj primerov smo imeli tudi, ko se je skrbnik odločil drugače, oziroma varovanec je imel drugo željo, skrbnik se je odločil drugače. Tu je recimo primer cepljenja oziroma koriščenja nekih turističnih bonov. Skrbniki se ne strinjajo, medtem ko varovanci se strinjajo. Dobro je, da se varovancu obrazloži, zakaj se je skrbnik odločil drugače. Velikokrat skrbniki tudi ne razložijo svojih odločitev. Potem imamo tudi skrbnike, ki jih trenutno skrbi dejstvo, da se bojo varovanci selili v skupnost. Veliko je mnenj, da dejansko v skupnosti niso sposobni živeti, ker nekako prevlada ena ideja, da bojo mogli v skupnosti skrbeti sami zase, ne. Da pač bivalne enote nimajo pač podpore osebja, kar je dejansko zmota, ne. Bi raje dlje na računalniku. Skupaj s strokovnim delavcem urejamo kakšne te upravne zadeve, podaljšanje osebnih izkaznic, finance se recimo dosti pogovarjamo. Če pa skrbnik v smislu ne izpolnjuje svojih obveznosti, v tem smislu, da se pravi ne pošilja denarja oziroma ne hodi na obisk oziroma ne plačuje oskrbe, dejansko ne ščiti koristi in potreb osebe, potem smo mi dolžni tudi o tem obvestiti centre za socialno delo, ki so pač potem dolžni tudi postopati. Skrbnika se lahko zamenja, zato je tudi postopek. Trenutno je bil ravno kar izveden ena zamenjava skrbnika za enega stanovalca, ker je bila pač skrbnica v celoti neodzivna, in v takih primerih se dejansko za stanovalca ni naredilo nič, ne. Zdaj smo ga zamenjali, upamo, da bo zadeva boljša. Kar se tiče nas, strokovnih delavcev, mi pač skrbniki dosti sodelujemo, poskušamo dejansko opravljati neke pogovore z njimi redne, da jih obveščamo o stanju. Predvsem se jih poskuša spominjati, kdaj jim preteče kakšna denarna pomoč, potem ali nas prosijo, da jim mi pomagamo podaljšati ali pa to naredijo sami kot skrbniki. Je pa tle recimo tudi dobro, da so skrbniki zraven, ko se načrtuje osebni načrt in ko se ga predstavi, dostikrat jih povabimo zraven, eni se odzovejo, eni ne. Je pa fajn v teh primerih recimo, da zaposleni veste, kam osebo oziroma stanovalca poslati, ko rabi pomoč pri razrešitvi neke zadeve. Če rabi neko zdravstveno zadevo, da se ga pošlje pač k medicinski sestri. Glede denarja oziroma financ je najprej varuh, potem varuh naprej, če je zadeva oziroma trenutno nerešljiva, potem se pride k strokovnemu delavcu in potem tam izvedemo pogovor, vključimo še skrbnika po potrebi, če je treba, in zadevo rešimo. Ker vemo, da stanovalci hodijo od enega, drugega do tretjega, vsem razlagajo vse, od financ do zdravja, do žepnine, do vseh. Fajn je, da se ve, kam človeka usmeriti. Tudi za stanovalca je boljše, da pač ve, kam se lahko obrne.
In po moje lahko jaz zaključim. Dejansko tako en kratek zaključek, da vsakdo od nas lahko nudi eno podporo človeku v takšnih in drugačnih zadevah. Kdorkoli od nas mu lahko prisluhne, mu da nek nasvet. Spet ključnega pomena so ključni delavci, ki potem lahko stanovalce tudi usmerijo naprej. Vsi od nas zaposlenih jih lahko usmerimo naprej, kdo je za kaj recimo pristojen oziroma zadolžen. Hvala lepa. No, glede na to, da bo prostor za vprašanje in diskusijo na koncu, jaz kar predlagam, da nadaljujemo. Jož Kraban iz Fakultete za socialno delo nam bo povedal o njegovi izkušnji in praksi. Zdravo. A se me sliš do konca? Ne? Potem, kaj pa zdaj? Bom probal bolj na glas. Okay. Zdravo, jaz sem Juž. Danes so me prosili, da pač povem kaj v bistvu o enem primeru. V bistvu bo to bolj kot neka zgodbica, ki pa še vseeno hočem, da ne ostane samo zgodbica, ampak da pove kaj še nasploh o tem, kako razumeti odločanje s podporo. In se pravi, to vam ne dodajam kot primer dobre prakse, dodajam vam to kot moj primer nečesa, kjer sem bil soudeležen, pol pa bomo skupaj lahko razmišljali o tem, kaj zdaj to pomeni za odločanje s podporo. Se pravi, govorim v bistvu o neki izkušnji, ki sem jo dobil v eni drugi ustanovi, ne tukaj, ko smo bili študentkami na taboru za 14 dni prejšnjega novembra v enem CUDV-ju, se pravi v Centru za usposabljanje, delo in varstvo. Se pravi, pomembno je, da že od začetka povem, da tam nisem bil zaposlen, se pravi, da smo prišli kot v bistvu, tako kot smo prišli tudi sem, na tabor in se pravi na neko tako študijsko prakso. Tako da v bistvu sem recimo s tem, rečemo mu Marko, z Markom sva se pač poznala že prej, ampak sva začela konkretno v tem primeru sodelovati, se pravi ne kot jaz kot zaposlen in on kot uporabnik, ampak v bistvu v enem malo drugačnem odnosu, ki pa moram reči, da se je začel in se je ohranil na neki tovariški ravni, kar se mi je zdelo, da je veliko mi pomagal pri tem, da sem lažje delal z njim in da je on lažje delal z mano. Se pravi, bil je nek, rečemo temu, tovariški odnos s tem Markom, star je približno 40 let, približno, in je že 21 let v zavodu. Zdaj, on je pač rekel, da hoče, se pravi, nima skrbništva, mislim, ni pod skrbništvom, je pa pač v zavodu, ki ima neke, recimo temu, zgodovino enega ali pa dveh takih dogodkov, kjer je pač veliko denarja šlo kar naenkrat stran od njega in potem so bile tukaj potem tudi neki problemi, zdaj, kako ta denar nadomestiti, zakaj je toliko zapravil in tako naprej. Tako da v bistvu od takrat naprej, skratka, ima, tako, kar je v zavodu, potem pač upravlja z njegovim denarjem nekdo drug, ne pa on, se pravi nek strokovni delavec. Zdaj je pa tako, da v bistvu, se pravi, najprej, če sam malo omenim, kako se je začelo to sodelovanje, pač vzpostavljam nek odnos sva že imela, rekel sem, da je mi bilo zelo pomembno, da je bil tak odnos nekega vzajemnega, bi človek rekel, zaupanja, in potem je najprej mi sploh opisal, kakšna je situacija. Se pravi, dobi cigarete, preden gre v službo, pa potem, ko pride iz službe, dobi nekaj, pa potem po večerni terapiji dobi nekaj in tako naprej. Se pravi, v bistvu je, se pravi, ta sistem tak, da nima jih prav vedno pri sebi, razen, se pravi, čez vikende, ko dobi eno škatlo,
in se pravi, ima neke določene ure, kjer se mora javiti in potem dobiti te cigarete. Z denarjem je pa, se pravi, neka podobna ureditev, ampak skratka, da skrajšam, ima nek urnik, ki se mu mora prilagajati za to, da dobi tako denar kot cigarete. Se pravi, kar je zelo pomembno mi bilo, je to, da sem sprejel njegov direkten mandat. Se pravi, da mi je on povedal, lej, hočem, da bi bolj nekako, se pravi, samostojno upravljal s svojim denarjem in cigareti in potem, in to sem razumel, kot njegovo naročilo zame, da nekaj morava skupaj narediti med tega. Zdaj, ključna stvar, vsaj pri tem najnem sodelovanju je bila ta, da nekako ni vedel, kam gre ta denar. Zelo hitro, ko ga je dobil, je hitro šel. Tako da v bistvu so potem naredila kot neko pripravo za to, da bi lahko bil s časoma, da bi imel več denarja in da bi ga imel pri sebi, da ne bi bilo. Na tega posedujem, čak. So naredila neko tabelo, ki so jo naredila, to se mi zdi zelo pomembno skupaj, se pravi, ni bila to stvar, ki bi to naredil, pa mu sam razmišljala, kako bi bilo njemu lažje zapisovati te stvari. In potem v bistvu sva to predvsem vsak dan gledala sproti, kako je porabljal, koliko mu je ostalo denarja in tako naprej. Se pravi, zelo pomembno se mi zdi, da je bilo tukaj tudi to, da ni to, se pravi, da nismo rekli, ok, zdaj imaš pa tudi zdaj pa ti stavili z njim, ampak da je v bistvu vmes med tem, da bi on bil popolnoma samostojen pri upravljanju z denarjem in da bi ohranili situacijo kot je, da je bilo zelo veliko nekih možnosti višjega ali pa manj intenzivnega dela z njim, predvsem v tem smislu, kdaj kaj porablja, da ima nek nadzor tudi nad lastno porabo in tako naprej. Zdaj, večkrat se je zgodilo vsak dan, ko sva tako pregledovala potem, sva ugotovila, da nekaj ne štima, da pač prav, da toliko ima v denarnici, toliko pa ima napisan na listu in to nekako kdaj ni klapalo. In kar se mi zdi pomemben poudariti je to, da je bilo zelo lahko videti, kako mu ni uspelo. Zelo hitro bi lahko rekli, lej, saj ne gre, saj zato pa je taka ureditev kot je, da nimaš nadzora nad denarjem, da ima nekaj drug. Ampak v bistvu je bilo pa malo težje, ampak zelo pomembno pa prepoznati, kako je v bistvu ta človek, ki je 20 let bil v zavodu in je imel pač ureditev tako, kot je imel, je kar naenkrat zelo vestno začel zapisovati, zelo veliko stvari mu je ratalo. Tako da v bistvu je tukaj, kar hočem poudariti, je to, da je bilo zelo pomembno videti perspektivo vrlin. Aha, to mu je ratalo. Ok, stvari dejansko niso klapale do centa, ampak veliko stvari je naredil, en ogromen korak je naredil v tem kratkem najnem sodelovanju, ki je bilo. In se mi zdi, da je zelo pomembno pri tem, prepoznati, se pravi, prvič, da ima on tudi pravico, da kaj naredi napako, hkrati pa tudi to, da mu je v bistvu all in all gledano zelo dobro šlo. Je pa potem prišla do neke zelo kritične situacije, ko pa je kar naenkrat bil ta razmak med tem, kar je bilo napisano, pa kar ni bilo, kar je imel v denarnici, kar naenkrat blazno velo. In takrat je bila neka kriza, ki bi lahko rekli, vrnimo se nazaj na to ureditev, v redu je tako, ko je, ampak ne, sva nekako vztrajala in sva potem naredila neko zlato rezervo, skratka nekaj sva se zmenila, kako v bistvu ohraniti nekaj denarja, da vseeno do naslednjega tedna se pravi ostane. Nisem pa ga jaz vzel, ampak ga je on ohranil tam pri sebi in tako. To se mi zdi tudi pomembno, ker je imel on vedno, čeprav mu je uhajal ta nadzor nad denarjem, je še vedno on ohranil ga pri sebi. In to je zelo cenil, da mu ni bilo to vzeto, ampak da smo vztrajali pri tem, da mu bo to nekako ratalo. Zdaj, no in potem se je to nekako končalo, to sodelovanje s tem, da smo naredili nek zaključen ta sestanek, kjer smo potem to predali, ker mi smo pač šli potem iz tabora domov,
smo nekako predali to zaposlenim in smo se zmenili, kako bo pa zdaj to naprej potekalo. Zdaj, kar se mi zdi sam takole za zaključek zelo pomembno povedati, je to, da ta kratka epizoda tega odločanja s podporo seveda govori o tem, kako je treba človeku, se pravi človeka spodbujati, da dobi neke sposobnosti, ki jih trenutno ne uporablja. Ampak obenem pa ni bilo to samo delo z njim, ampak smo potem razmišljali v timu, ko smo predajali nekako te ugotovitve, kaj smo uspeli narediti, tudi to, da je treba nekako tudi neke ureditve spremeniti. Se pravi to, da samo delamo z uporabnikom, se je izkazalo vsaj v tem primeru, da ni dovolj. Da je treba prevprašati recimo, zakaj dobiva ta zadnjo cigareto takrat, potem, ko dobi se pravi večerno terapijo. Treba je bilo prevprašati in potem smo naredili nek načrt, da v bistvu lahko gre sam ob pomoči nekega zaposlenega in si sam kupčike s svojim denarjem, ker v bistvu je bilo tako rečeno, da on ne ve, mislim, tako zelo hitro smo ugotovili, da on ne ve, kaj pomeni denar. Ampak v bistvu smo ugotovili, da že zelo dolgo časa razen teh kavic in sendvičev si ni kupil nečesa večjega. Tako da smo potem rekli, da bomo naslednjič šli z njim, zato da lahko on svojega žepa da denar in da ve, koliko pomeni štekačikov. To moram reči, da zdaj se pravi, si znam predstavljati, da si mislite, dajte se ukvarjati s temi čiki, imamo pa mi bolj pomembne stvari. Zdaj, prva stvar, kar po moje, kar poznam Markota, vem, da so čiki in denar, tudi to, tega malo, ki ga ima, mu zelo veliko pomeni. Se pravi, iz naše perspektive lahko izgleda to neka minorna stvar, če prevzamemo njegovo perspektivo, vidimo, da je to zelo pomembna stvar v njegovem življenju. Druga stvar, ki bi jo rekel, pa to, da v bistvu je, se pravi, da so podobni principi tega, da se moramo v kožo uporabnika dati, da moramo razumeti iz njegove perspektive situacijo, se pravi ne samo glede tega primera, ne aplicira na ta primer, ampak se aplicira na primer, kaj zvem, da nudimo podporo pri odločanju pri tem, kje bi se ljudje, kam bi se selili, ali bi vrnili ali ne bi vrnili poslovne sposobnosti, kako bojo vzemali zdravila in tako naprej. Se pravi, hočem poudariti, da to ni samo v tem konkretnem primeru, ampak da lahko razmišljamo o teh principih, ki sem jih povedal, tudi o teh mogoče bolj podjetnih stvareh, se pravi preselitve, vračanje poslovnih sposobnosti in tako. In mogoče samo kot zadnja stvar bi lahko omenil to, da je v bistvu, ko se odločamo o pomembnih stvareh v našem življenju, se vsi odločamo s podporo. Zelo malkrat, zelo pomembne stvari v življenju, tudi mi se odločimo sami. Ne vem, zdaj, koliko imate izkušenj s COVID-om in tako naprej, jaz sem se absolutno posvetoval s punco, pa z družino, kako naj kakšne stvari naredimo. Ko gremo k zdravniku, ponavadi se posvetujemo s kom, če se spomnimo timskega dela, če imate kakšno zelo pomembno odločitev za sprejeti, jo je vedno lažje sprejeti v nekem timu ali pa saj v nekem paru. Tako da, to hočem reči, da ko se pogovarjamo o odločanju s podporo, saj kar se mene tiče, se pogovarjamo o tem, kako se nasploh tudi mi v normalnem življenju odločamo skupaj in da je v bistvu neka velika iluzija, da se lahko človek sam odloči o vseh stvareh. In tako se mi zdi, da je tudi zelo precej produktivno, če to svojo izkušnjo iz, ne vem, ali iz delovnega okolja ali iz privat življenja apliciramo na neke situacije, kot pač delamo z uporabnikom. Tako da, ne vem, zaenkrat po moje se lahko usedem pa citim. Hvala.
Hvala. Sedaj predajam besedo Simoni Ratajc, tudi ki sodeluje z nami iz Fakultete za socialno delo in bo delila tudi svoje izkušnje. Smo sicer na ključku, mislim, da če vse meni malo bomo poskušali urediti. Verjetno so tiste, ki so tudi predvajali, ne? Kaj pa odprem? A se vidi? Ja, se. Jaz vas tudi lepo pozdravljam z moje strani. Vse se že poznamo, v glavnini verjetno, ne, mogoče drugače, jaz sem socialna delavka. Moram reči, da ne, v svoji dolgoletni praksi na Centru za socialno delo sem sploh v začetku tudi delala eno obdobje prav na skrbništvu. Tako da v bistvu tisto, kar jaz prakso, v bistvu, kar so moje izkušnje iz prakse, so predvsem od zunaj, ne, to pomeni iz službe skupnosti, iz Centra za socialno delo ali pa tudi ne, v lanskem letu, ko smo delali ta projekt Regijskega centra za dezinstitucionalizacijo in pa v povezavi in sodelovanjem potem tudi s drugimi službami, ne, tako nevladnimi organizacijami kot tudi posebnimi socialno-varstvenimi zavodi različnimi. Zdaj, jaz sem malo navezala, v bistvu, ne, pač to, kar sta tudi že malo predhodnika, mislim, da se bo tako fajn povezovala stvar in da smo tudi skupna izhodišča. Seveda povezava skrbništva in potem odločanja s podporo. Ne, zdaj vemo, da pri nas je v bistvu precej močna uporaba instituta skrbništva. V bistvu posebej pri ljudeh, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, pri ljudeh, ki imajo, bom rekla, različne oblike manj razvitosti, ne, tako da v bistvu pač še vedno smo pač zelo močno vpeti v to razmišljanje, da pač pri odločitvi nekoga, v bistvu pač ljudi, ki se znajdejo v takih stiskah dolgotrajnih, da rabimo skrbnika, ki se bo odločil v bistvu za tega človeka, ne. Zato v bistvu pač seveda, ne, je
tudi, ne, to pomeni tudi postopek odvzema poslovne sposobnosti, predvsem v uporabi in pa seveda pač tudi skrbništva za določene zadeve. Zdaj tukaj smo v bistvu pač pred leti, sploh zadnje leta, zadnje desetletje ali pa zadnjih nekaj let, zelo dosti govorili o tem, ali pa še dlje časa se s tem, rekla tudi pač, rekla strokovno, nekako odpirali vprašanje, ne, kako bolj ustrezno urediti obliko skrbništva. Ta oblika, ki je bila zdaj, ki je še v tem zakonu o duševnem zdravju, je precej bila v bistvu prejšnjem zakonu, zdaj v družinskem zakoniku, je bila precej v bistvu že zastarela. Ne. Poleg vseh težav, seveda tudi, da je manjkalo skrbnikov, da v bistvu ali ni bilo ustreznih, ali ne. Zdaj, tisto, kar pa tudi v povezavi z zakonom o duševnem zdravju, ki je pred 10 leti, v bistvu dobrimi 10 leti, zdaj že malo več, stopil v veljavo, je tudi pač se vsaj pač pri teh izkušnjah iz prakse, verjetno se boste tudi vsak spomnil, kakšnih teh v bistvu primerov se je dostikrat tudi povezovalo uporaba skrbništva in zakona o duševnem zdravju hkrati. Ne vem, na primer, odvzem poslovne sposobnosti za namestitev v posebni zavod in hkrati še namestitev brez privolitve skupaj. Vsaj jaz vem, da na severovzhodni Sloveniji, tam na področju Mariborske bolnišnice je bilo kar nekaj te prakse, da so včasih ljudi, ki so, to pomeni še v zadnjem desetletju, ki so želeli jih v bistvu namestiti brez privolitve, na primer v zavod, da je hkrati pač so podali tudi predlog za odvzem poslovne sposobnosti. To smo potem v bistvu, to sem verjetno že nekajkrat rekla tudi in opozorila, to smo potem v bistvu pač nekako razrešili in moram reči, da zdaj vsaj jaz v zadnjih letih nisem več slišala za te primere, ne vem, če se uporabljajo še kje drugje. Ko v bistvu pač niso mogli rešiti, da rečem, na kak način bi nekdo pač prišel v zavod in dejansko pač so mislili tudi, da skrbnik bo lahko potem podpisal. Zdaj tudi seveda pri preselitvah, to mislim, da si že omenila, tudi je dostikrat tudi seveda potem spet smo imeli in pri, bom rekla, pri vključitvi, na primer v koordinirano obravnavo skupnosti, to pomeni, da bi pripravili načrt preselitve in pa potem pač seveda potrdili in izvedli, je bilo pač potem seveda, bom rekla, stalno odprto vprašanje, ali bo skrbnik to dovolil ali ne bo dovolil. Bo pristal na to, dostikrat so tudi uporabniki tisti, ki so se spraševali, ali mi bo uspelo, se bo skrbnik strinjal s tem ali se ne bo strinjal. Tako da, in vemo pač, dostikrat je tudi, dostikrat skrbniki tudi, bom rekla tako, niso preverili pri uporabniku, v bistvu, kaj bi bilo za njega dobro, kakšno, v bistvu, kaj si želi za naprej, kaj ga pri tem podpreti, ampak so se odločili pač na podlagi tega, mogoče tudi, kaj bo manj težav, kaj bo manj zapletov, v bistvu, ali da ostane neko obstoječe stanje, tako kot je. Tako da, ne pa v bistvu, da bi pač res, bom rekla, sledili enim željam, tudi pravicam, v bistvu, na primer, tega, varovanca, ki so mu skrbniki. Tako da, zdaj pač seveda absolutno je potem, hkrati po drugi strani pa tisto, kar moram reči z vidika uporabnikov, je pa v bistvu to vsaj pač, kar sem jaz doživljala pri delu z ljudmi, je večinoma in tudi pač še zdaj, ta v bistvu to, da imajo skrbnika, da se ne morejo sami odločati, zelo obremenjevala. V bistvu pač so čutili kot breme in so čutili kot v bistvu pač
neko stvar, ne mogoče to, da bo skrbnik se po posvetu z uporabnikom podprl idejo, ampak da pač se bo odločil v bistvu pač na podlagi svoje lastne odločitve. Zato v bistvu pač tukaj lahko, kaj smo potem, ko smo osebne načrte, ko smo delali z uporabniki, zdaj moram reči, da v glavnini ti ljudje, ki so v bistvu pač, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost, so si želeli sami odločati o sebi, seveda imeti nekoga, ko se lahko z njim posvetuje, imeti neko podporo in pa hkrati, pač v glavnem je bilo tudi zelo močno zastavljen cilj pridobiti poslovno sposobnost nazaj. To pomeni, da in zdaj tukaj potem pač smo in v bistvu, ko smo vseeno pač jaz sem z uporabniki, tako smo pač v načrtu, bom rekla, zastavili, smo tudi v bistvu pač ali s preselitvenimi načrti ali načrti oskrbe skupnosti, kdo mogoče tudi kot ni prišel med temi, ki bo mogoče malo jih tudi opisala, so ljudje, ki so bili, bom rekla tak, na vhodu v institucijo, pa potem vseeno so uspeli v bistvu prepričati v postopkih na sodišču, da so ostali doma, v skupnosti, v svojem domačem okolju. Eni so odvzeli vseeno poslovno sposobnost, pa sva uspeli z vrnitvijo popolnoma. Hkrati s tem pa je ves čas, seveda smo se pa skupaj tudi pogovarjali in tudi v načrtu, hkrati zastavili, kaj pa namesto tega, namesto skrbništva. Na kak način v bistvu se zagotoviti eno odločanje, na odločanje v bistvu, da pač človek ima vseeno nekoga, ko se lahko z njim posvetuje, ko lahko, bom rekla, odpre vprašanje in ga skupaj pretehtamo, kaj bi bilo v redu, ali neke stvari spreminjamo. To pomeni, v bistvu pač, in to je ravno pač tisto, kar v bistvu je ena druga stvar, kot je skrbništvo. To pomeni, da imamo ljudi, ki se v bistvu lahko na njih obrnejo, uporabniki, in pač o neki odločitvi, o neki situaciji v bistvu pretehtamo in sprejmemo potem skupaj odločitev. Ali pa seveda potem na podlagi tega, kar pretehtamo ali se dogovorimo, ali v bistvu pač potem lahko sprejme uporabnik odločitev, ki pa ne bo v bistvu, ne bo nekaj sam sprejel, ne bo se nekaj sam odločil in si mogoče kako škodo naredil, čeprav tudi to se večini da popraviti, ampak bo potem lažje sprejel to, kar je že Juš rekel, dejansko pač res vsi v bistvu se o lahko manj pomembnih ali pa o bolj pomembnih vprašanjih, zdaj odvisno, kak je kdo naravnan, zagotovo še posvetujemo z nekimi ljudmi, Zdaj pač eni lahko imamo v prijateljski mreži neke strokovnjake, eni se svojci, eni z nekimi ljudmi, ki jim zaupamo, ki jim lahko tudi pač zaupamo neko dilemo, tako da tudi odvisno, kdaj si v kakšni situaciji koga zberemo. Vem, ko sem bila na sodišču z eno uporabnico, ki so ji želeli odvzeti delno, ne popolno, vsi so potem tudi to speljali, poslovno sposobnost, zaradi tega, ker je v bistvu v stanju, ko je bila v krizi, je pisala intenzivno neke dopise, zahteve na sodišče in na policijo. To poznate, da so pač kdaj take situacije, ko ljudje pač želijo povedati nekaj, sprožiti neke postopke, in to v bistvu pač je bilo vedno v obdobju krize in se je to pač nekajkrat ponovilo in so potem pač po uradni dolžnosti sprožili ta postopek. No, in ko smo, ta uporabnica je dobila odvetnico, tudi po uradni dolžnosti, seveda si tega nikakor ni želela, da bi odvzeli jo, je to, ker je bila pač ženska srednjih let, tudi če želela nekaj se izobraževati in to, in je videla in zaposliti in delati in je videla pač, da bo tukaj imela pač lahko različne ovire.
No, ampak vse tisto, kar smo takrat, pa se je dvakrat vračalo, pa prvič izvedenec rekel, da ni potrebno, pa je pol sodišče nazaj vračalo in tak, dejansko, pač, kar je ta odvetnica tudi, ki je sicer zastopala to, da bi jo mogli odvzeti, čeprav je bila njena zagovornica, mene je ona prosila, da grem jaz z njo v bistvu pač na sodišče in da pač jo tudi v bistvu zagovarjam kot socialna delavka. Je potem seveda tudi sama v sklepu rekla, da pač dejansko pač že v sedanjem času tudi vsi rabimo nekoga za posvete, da se na nekoga obrnemo, ali že tudi pri izpolnjevanju nekih papirjev in vlog. Zdaj tisto, kar je pač bilo škoda in slabo, je to, da ni pač zagovarjala to, da bi, da ima ta človek tudi možnost, priložnost, da nekoga priti, ki se lahko z njim posvetuje, mu pomaga. Zdaj tisti, ki ima denar plačal, tudi odvetnika, na primer, nekdo pa, tako da, če iz tega, Zdaj tisto, kar, v bistvu, no in to, kar moram reči, da dejansko za vsemi temi, ki so pač nekako, ki so v bistvu izrazili to ali v osebnem načrtu ali nekako s to željo, da bi povrnili poslovno sposobnost, da sprožimo ta postopek, smo hkrati tudi, v bistvu, kje, od koga, na kak način v bistvu pa bi potem seveda skupaj v bistvu pač se odločili, da se bo sam oziroma sama lahko odločala. In skratka, zdaj lahko mogoče naprej, to je bilo to situacija, zdaj to so različne situacije, vsi veste in poznamo, ene take zelo tipične situacije so seveda z upravljanjem denarja. Zaradi tega dostikrat ljudje tudi dobijo skrbništvo, mislim skrbnika, ki upravlja z njihovim denarjem in na žalost dostikrat to tudi ni upravljanje na način, na primer institut skrbništva je reverzibilna funkcija, to pomeni, da človeku tudi, če je odvzeta poslovna sposobnost, jo lahko dobi nazaj, lahko povrnjeno. Ampak zdaj dostikrat tudi, pač še vedno smo tako naravnani, jaz vem, da ko smo na sodišču začeli te postopke sprožati, so tudi na sodišču, bom rekla, se jim je zdelo to nekaj neverjetnega, da bi ljudje dobili nazaj poslovno sposobnost. Tisto, kar pa, in zdaj pri denarju je dostikrat, to, kar sem hotela reči, v dosti primerih pa ni bila taka praksa, da bi skrbniki, na primer to, kar je Juž govoril tudi, pa kar delamo v praksi, ne vem, delali z uporabniki in bi, ne vem, na primer rekli, toliko denarja imamo, ga namenimo za to, s tem sem plačala te stvari, gremo skozi račune, popišemo, kak bi preostali denar razdelili, nekaj za hrano, kaj bi ti rad imel, dostikrat ti ljudje za neke priboljške ali pa eno tako, porabijo preveč in potem jim zmanjka za neke redne stvari, kako to porazdeliti, kako si ohraniti, ali pa, ne vem, razdeliti po tednu ali po dnevih ali po mesečno. In v bistvu dejansko pač to je tisto, kar so ta opravila, ki jih pa dejansko lahko pač opravimo z ljudmi, ki v bistvu pač seveda, lahko bi jih tudi s skrbništvom, še boljše pa je, da imajo ljudje vedenje, da je to njihov denar, da z njim upravljajo, hkrati pa imajo pač nekoga, ki v bistvu, bom rekla, mu pri tem pomaga in to spremlja. Potem dostikrat, na primer, je tudi v bistvu ta odločitev glede zdravljenja in zdravil. Ljudje dostikrat dobijo, včasih tudi potem pač opuščajo, pa nočejo iti, dobijo pač seveda samo odgovor, to moraš tak jemati. Zdaj moram reči, da smo mi tudi z psihiatri, kar nekaj jih je, z enimi še posebej intenzivno, da smo v bistvu pač vzpostavili en tak način v bistvu pač skupnega odločanja,
in da ni pomenilo, zdaj, če nekdo, ne vem, opustil določena zdravila, da je potem, da bi zdaj to pomenilo, da pa bo se nekaj v bistvu pač njemu škodo zgodilo ali slabega, ne. Pol so dostikrat nekaj časa so skrivali, ampak potem, ko so videli, da smo imeli en tak, bom rekla, dober odnos postavljen, da smo se skupaj o tem pogovarjali, ne, se na pregledu usedli skupaj, rekli, ne, so potem že sami tudi povedali, ne vem, da so določene stvari opustili, tudi v bistvu, ne, pač so ustvarili eno to zaupanje, tudi strani psihiatra, da je dal to možnost, pa probajmo, pa potem tudi, na primer, lahko brez teh zdravil, kako bo šlo, ne, in če bo v redu, lahko tako ostane. Tako da dejansko pač smo se tudi skupaj dogovarjali, ne, v bistvu pač o spremembah, tudi o neki opustitvi ali zmanjševanju zdravil, ne. Ni bilo v bistvu pač, da, ne, more tako ostati, ne. Zdaj, na primer, po drugi strani pa pač imam primer, ne, v bistvu skrbništva, ko se je pač uporabnik sam dogovarjal s psihiatrom in sta se dogovorila, da bi lahko nekaj spremenili in zmanjšali, potem pa je skrbnica poklicala od zadaj za njim psihiatra, pa še potem mogoče katerega drugega izvajalca in v bistvu dala naročilo, da tega ne smejo narediti, ne. Tako da, ne, v bistvu je bolj ustrezno, ne, in to seveda, in tudi to, da pač lahko človek tudi poskusi in proba, nujno, da mogoče ne pomeni, da bo vse uspelo, kar si nekdo zamisli, se tudi pač vsi določene stvari probamo in potem vidimo, da mogoče nekaj ni v redu, ne, ampak pač dejstvo je, da je pomembno, da se v bistvu pač skupaj odločamo, ne pa, da nekdo, ne, v bistvu pač mimo nas se odloča, ne. Zdaj, na primer, ena taka zelo važna stvar, ki je bila tudi, na primer, ki je pri ljudeh, je tudi, ne, izbira bivališča, ne, kje živeti, s kom živeti, tudi, ne, v bistvu, kako si poiskati, ne, bivališče, kako priti do njega, ne. To je dosti ljudi, ne, tako kot sami veste, pridejo v zavod ali pa v dom zaradi tega, ker nimajo urejenega bivališča, ne. Ravno ta uporabnica, ki je v celoti dobila povrnjeno poslovno sposobnost, je bil izvor tega, imela je sploh ni tako hude težav v duševnem zdravju, bolj je bilo pač, da je bila zelo obremenjena z družinsko situacijo in seveda, da v bistvu je pač, bom rekla, tavala od enega naslova do drugega in si iskala bivališče pri različnih v partnerskih zvezah z moškimi. In ker v bistvu potem pač te zveze niso uspele, je dejansko ona pač nosila posledice, ne, ona je pol tudi, bom rekla, pač neka dejanja nasilja naredila, se znašla v bolnišnici ali se znašla na cesti, ne, in posledično so ji zaradi tega odvzeli poslovno sposobnost, pol pa, ko smo vzpostavile, ne, pač smo rekle, pač jasno, mora živeti sama, mora priti do svojega lastnega stanovanja, ker ne zmore teh odnosov ravnavati, ne, zelo hitro jo razburijo, obremenijo, potem sama odreagira, ne, in dejansko pač, ko smo potem za 2 leti vzpostavili to, da je dobila svoje najemniško stanovanje, eno obdobje je bilo tudi, ko sem jo na različnih koncih vozila in, ne, od zavetišča do pač različnih najemniških sobic in variant, ne, ki si jih je kar na hitro našla, ko smo vzpostavili v bistvu pač to, da smo našli najemniško stanovanje, kjer je ona bila zadovoljna, je v redu skrbela, urejala, smo potem uspeli, da je čez 2 leti dobila v celoti povrnjeno poslovno sposobnost. Ne? In dejansko je potem v bistvu pač sama v situacijah, ko je rabila, je vedela, da pač rabi nekaj, da se more posvetovati, pogovoriti in je tudi poklicala ob vseh takih, ne, tudi še zdaj bom rekla, pa zdaj že kar nekaj let od tega, ko je dobila povrnjeno poslovno sposobnost,
ve pa, da se mora kdaj s kom posvetovati, ne? Da mora kdaj vprašati, kaj glede zdravstvenega stanja, ker je pač že starejša, ne? Preko 65 let stara, da se mora kdaj posvetovati, mogoče eno obdobje je bilo, ko se je kar dosti tudi glede plačil stanovanja na banki, naprimer plačil, ne? To je zdaj pač izteklo, ne? Tako da seveda v različnih situacijah, ne? Koliko sem že v bistvu časovno? Imamo še nekaj časa. Ja, no, zdaj sem tu vmes poskušala tako že v bistvu pojasniti nekaj teh primerov odločanja s podporo. Dejansko pač zdaj, tu sem se spomnila enih v bistvu pač takih uporabnikov, ki bi v bistvu tudi bili, ali so bili uporabniki, lahko bi bili na primer v vašem zavodu, lahko bi, ali pa so bili tudi v katerem drugem zavodu, ali pa so bili dejansko pred tem, da bi stopili v zavod, ne. Tu sem povedala, ne, da v bistvu in pač dejansko ni prišlo do tega, ali pa so dobili nazaj povrnjeno poslovno sposobnost, ne. To pomeni, zdaj tisto, kar pa, ne, ena stvar, ki se mi zdi pa še zelo pomembna pri tem, ne, zdaj verjetno tisti, ki ste me že prej poslušali, ko sem katere stvari predstavljala od osebnega načrtovanja do različnih, ne, se mi zdi tisto, kar je zelo važno, je v bistvu, da imajo ljudi, ki v bistvu pač se lahko z njimi ali posvetujejo ali v bistvu dogovorijo za nek dogovor, sklenejo, ne, ali v bistvu so tudi podpora v nekih postopkih, ne, da niso to v bistvu zdaj pač samo na primer, da je, ne vem, pač nekdo, ki je sodnik ali izvedenec ali odvetnik ali kakorkoli, ampak je zelo važno, nam je večini uspelo takrat, ko smo skupaj ustvarili neko, bom rekla, zavezništvo in neko skupno sodelovanje, tudi na primer z nekimi temi profili, ki so na primer določene postopke vodili. Ne, na primer, ne vem, ali so to bili izvedenci ali odvetniki ali na primer, ne vem, predlagatelj, kak psihiater iz bolnišnice, ne, dejansko pač, če smo uspeli nabrati ali pa zelo, pač najbolj uspešno je seveda, če lahko uporabnik sam v bistvu predlaga, koga si želi. Takrat je tudi večja verjetnost za uspeh in bo človek bolj motiviran, da bo neke stvari speljal in tudi bo vedel, kaj v kakšni smeri želi in se bo tudi seveda sam potrudil, ne. Zdaj, tu je dobro, da imamo, ne, mislim, da si ti prej rekla, ne, v bistvu je lahko različni nabor ljudi, ne. Tukaj so lahko, ne, pač seveda od socialnih delavk, tudi psihiatrov, potem različnih ljudi zaposlenih, lahko tudi od negovalk do, ne, tudi čistilke, tudi, ne, v bistvu pač, ne, zdravstvene delavke, svojci, ljudje iz skupnosti, ne, veliko lahko naredijo tudi uporabniki, ki imajo tudi lastno izkušnjo in znajo dobro razumeti situacijo ali pa so imeli podobno izkušnjo in lahko s tem, ne, samo tisto, kar je potrebno pač res, da ne, pač znamo slišati človeka, kaj si želi, ga v tem podpreti, in pa potem tudi v bistvu pač povezati to še z drugimi tudi, ne, v bistvu profili, da lahko pač neko stvar speljemo in, ne, v tej smeri, kot si pač na primer nekdo želi in da dobi v bistvu potem tako podporo, da se tudi pač lažje sprejme odločitev, ne. Zdaj, ene stvari so seveda pač enkratne, ne, lahko so ene take en kup nekih drobnih malih stvari, lahko pa so tudi zelo pomembne stvari, na primer, ki zelo pomembno vplivajo na življenje človeka, ne. Tako kot smo rekli, to ali, ne, nekdo gre od doma, zapusti dom in gre v zavod ali v dom, na primer, ali se mora, to pomeni preseliti, ali se preseli tudi ven, se tudi to je, ne, v bistvu pač stvar odločitve, ki je ogromno pač odprtih stvari, ogromno neznank, ne.
Ali pa, tako smo rekli, poslovna sposobnost oziroma pomembno, kako z denarjem upravljati, kdaj tudi lahko, na primer, s premoženjem in tem. Tako da v bistvu pač je zelo važno, da eno tako naredimo ali mrežo v bistvu ljudi, ki v določenih situacijah potem v bistvu lahko so v podporo temu človeku. Takrat je skoraj, da v bistvu pač, mislim, bistveno večja verjetnost, da nam pač tudi, bom rekla, uspe to, kar si nekdo zamisli in mislim, da kot ima neko idejo ali predlog tudi. Mogoče tu prej, ko sem dala v bistvu tam primer, če mogoče še lahko ta prvi, kar nekaj časa sem delala z eno uporabnico, ki je bila najprej še zelo mlada, tam od 20 let, oziroma ona celo pravi, da smo delali, da sem že z njo, ko je bila mladoletna. In je v bistvu bila eno obdobje, ker so se ji ponavljale ene krize in je hodila v bolnico pa domov pa tak in so dali za njo vsaj dvakrat, vem, za namestitev v zavod brez privolitve, vsaj enkrat za odvzem popolne poslovne sposobnosti, ko je bila še zelo mlada, niti še 30 let ni bila stara. In seveda pa si tega ni želela, se je tudi zelo bala in tak. No, in v bistvu pač kaj smo, in ko je imela pač to, je bila tudi v tem predlogu v bolnišnici in bi od tam, v bistvu pač šla v zavod, kaj smo dejansko takrat, v bistvu takrat smo se dogovorili in tudi ona nekako je predlagala, da v bistvu starši so bili vabljeni kot najbližje osebe. In dejansko so potem, čeprav so imeli popolnoma tudi na obdobja prekinjene stike in ni smela k njim prihajati domov, ker je pač toliko enih takih, da rečem, prekrškov naredila, ampak dejansko potem so jo starši toliko podprli, sta prišla oba, ki sta bila v bistvu pač razvezana, ampak sta prišla oba na obravnavo v bolnišnico in so jo toliko podprli, da v bistvu je ostala lahko doma, tako da je v bistvu, ko je bila odpuščena iz bolnišnice, se je vrnila domov tam, kjer je imela najemniško stanovanje. Tako da, to hočem reči, takrat niti jaz nisem šla na obravnavo, ampak sta se starša potem z mano tudi nekako posvetovala, kaj bi naredila, kak bi pa vmes sta že tudi rekla, jaz dam čisto roke stran, naj drugi delajo z njo, kaj hočejo, ona je v bistvu hodila, tavala cele dneve, cele noči okrog, v bistvu pač eno tako vedenje je imela. No in skratka se je vrnila in to je zdaj že tudi v bistvu kar eno obdobje, seveda ima stalno kontinuirano podporo, živi s partnerjem, ima redno podporo, tudi smo pač postavili osebni načrt in tudi financiranje načrta, ampak dejansko pa potem niti ni imela več takih večjih kriz, ki so se takrat eno obdobje kar tako zelo močno, pri njej so res bile tako močno izražene, te krize in potem pač so bili tudi svojci zelo zadovoljni, tako da pač na nek način je to potem tudi, bom rekla, tak uspeh tudi vseh udeleženih, ki zraven tudi sodelujejo, pač je tudi neko proslavljanje tega, da pač v bistvu lahko urediš brez enega posega v življenje človeka, ki si ga ne želi nekdo. Ja. Okay, hvala. Ja, seveda. Sedaj pa predajam besedo Maruši Treven-Nagode iz Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska in bo tudi z nami delila nekaj izkušenj. Lepo pozdravljeni, sem Maruša Treven-Nagode, se pravi Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska. Zdaj, če se malo predstavim, nekje 10 let sem delala na področju skrbništva, to je moje ljubše področje in tako da mi je današnje predavanje res všečno, da se o tem govori. Zdaj sem pa koordinatorka invalidskega varstva, pokrivam še vedno Enako Cerknico, Postojno, Ilirsko Bistrico in sem bolj v osebni asistenci, kjer se spet srečujem
s skrbništvi, podaljšanimi roditeljskimi pravicami, recimo odločanje s podporo, pač katere osebe vse, tukaj v ta spektr sem videla, ne samo skrbništva, jaz tudi še vedno razmišljam, tudi tukaj imamo podaljšanje roditeljskih pravic, mogoče ni ta populacija, ki se jih tukaj srečujete, so VDC-ji, CUDV-ji, čeprav pač tega inštituta zdaj trenutno več ni, se pa še vedno, kar je, pač upravlja in na podoben način pelje dalje za skrbništvo. Se pravi, jaz sem tista na Centru za socialno delo bila, ki je večinoma vlagala predloge za postavitev podskrbništva ali odvzem poslovne sposobnosti. Ne morem se s tem hvaliti na današnjem predavanju, vendar pisala sem dejansko več predlogov za vrnitev. Ampak tako, statistično, tudi prej so že povedali predhodnice, prakse dosti glede vrnitve poslovne sposobnosti ni. Tako, če vam dam čisto primerjavo, moja predhodnica, moja mentorica, ko sem prišla na Center za socialno delo, je začela kot pripravnica in šla kot direktorica in delala na centru več kot 40 let. V vsej tej svoji dobi ni doživela primera, da bi se vrnila na poslovno sposobnost. Jaz sem jih v 10 letih 3. Se pravi, so premiki, so napredki, gremo nekam naprej. Je pa to tako koreninjen v ta naš sistem, pač ne samo skrbništvo v teh dveh starih zakonih, po novih, ne bo vam niti v zakonodaji, ker mislim, da ni tako zanimiva. Imamo prepleten vseh v zakonu o dednem postopku, agrarne skupnosti. Celo ta zakon sem študirala za ene primere, mislim, ne bi pomislili, ampak vsak zakon, vsak manjši dokument, vsaka vloga, ki mora uporabnik pisati, ima zraven zakoniti zastopnik ali skrbnik. Če tega oseba ne more sam, dobimo lepo na center, ali gremo in tako. Dejansko se primeri skrbništva povečujejo. Razlog je tudi pač staranje, pač dobivamo primere starejše populacije, se pravi tako, da pod skrbništvo lahko zapademo prej kot slej vsi, ker če gledamo strogo zakonodajno, lahko kar celotnim osebam domu za starejše vzamemo poslovno sposobnost. Če gledamo zakonodajno, se pravi, večinoma ne ve, ki ima premoženje, kje je katastrska občina, šifra, kje bo kanalizacija šla, kje bo šla mejna cesta, razumete, te stvari. To je vse odločenje. Pa enkrat oseba pod skrbništvom celotno oseba. Čeprav namen skrbništva, vedno sem napisala, ko sem pisala predlog za odvzem poslovne sposobnosti razloge, je bil na koncu tisti stavek, ki mi je prav, ne vem, fascinanten ali trapast, ker je to varovancu v korist, varovanje njegovih pravic in koristi. Praksa je bila omejevanje. Večinoma, kar se tiče okoli skrbništva, je prej ali slej varovanje premoženja, finančnih zadev, omejitev odločanja, spori med svojci, vse se vrti okoli premoženja. Največje zlorabe na centrih se dogaja na področju skrbništva, ko nekdo drug odloča o tebi. Vedno mi je bilo vprašanje to zdravstvo, a ne odločanje o zdravstvenih zadevah. Sem imela en tak primer, ki mi je zanimiv. Varovanec je bil v CUDV Črna na Koroškem. Zavod podoben vašemu, tukaj pač je imel skrbnika delni odvzem za določene naloge, zdravstvene storitve ni bilo in sem vedno vračala nazaj tisto soglasje za cepljenje. Kaj pač ne vem, hoče se cepiti. Ne, niti nima za zdravstvene storitve, ni imel naloge. Imel je za druge, bolj finančne zadeve, pa neko premoženje, neke parcele, ker niti skrbnica ni vedela, kje so, je bila njegova sestra in tako je bilo zelo fajn. Potem je prišla neka situacija, ko je njegova sestra zbolela za rak in zapadla v depresijo. In se šla sama v psihiatrični zdravstveni. In jaz dobim lepo, kaj je ona sposobna biti skrbnica, a gre ona zdaj že pod skrbništvo. Kdo je zdaj uporabnik, kdo je varovanec, kdo je skrbnik, da se zdaj te stvari obrne. Tako hitro lahko zapademo. Jaz sem gospod razumela, zbolel si za neozdravljivo boleznijo, zapadel si v depresijo, pač toneš, zdraviš se, kup stvari se ti dogaja, umiraš, pač mislim, da lahko vemo, kaj vse se je soočala. Odklonila je zdravljenje, onkologijo. Se pravi,
ona bi lahko odločala o svojem bratu, o cepljenju, o zdravstvenih storitev, sama pa istočasno odklanja. Ona rab skrbnika zdaj, vprašanje. Jaz sem dobila mnenja, da ona bi zdaj rabila, sprav vsi, ko bomo neko stvar, tako da meni je tukaj, kar se tiče zdravstvenih storitev, pač sebi je odločala, če pogledam tako, ne vem, škoda. Kot ljudje imamo pravico, se odloča tudi sebi v škodo, ali pa nekaj denarja tudi zapraviti, ne. Zdaj, kaj je v redu, kaj ni? Evo, pustimo. No, tako da te izkušnje s skrbništvom so pri meni zelo različne. Od res vlaganja predlogov, odobravanja, zavrnitev poslovne sposobnosti, neposredno izvajanje skrbniških nalog za več oseb. Priznam, pa na te stvari nisem ponosna, da enih oseb tudi poznala. Jaz sem bila takrat na Centru za socialno delo še do Cerkvenca, si tam pisaren, imaš kup dokumentacije spisal in imaš nekega uporabnika v neki inštituciji na drugi strani, ki je sicer, bom rekla, tako povedati, ni moteč, ker pride, ker je tam vse poskrbljeno. To dobiš vsake toliko časa sam nekaj za podpisati, ne vem, žal, pač jaz sem tudi tam sama oseba. In se mi ne zdi fer in pošteno, da se odločamo o osebah in stvarih, katere ne poznam. Pač, jaz bom rekla tako iz prakse, kritizirala bom svoje službo, takšne so stvari. Tudi zelo lepe izkušnje so res tako zanimivo področje. Tu smo zdaj skrbništvo otrok, da tukaj ni. Pač, na skrbništvu drugače večinoma delajo pravniki. Tukaj se tudi mi krešemo, kar se tiče socialnih delavcev, pravniki. Kar veliko, sem redkost. Če imate vi izkušnje, ko delate v centrih za socialno delo, so večinoma pravniki in nočem kritizirati profila, imajo drugačne poglede, ne bo to zakonodajno, pravno, čeprav, kar smo enkrat govorili, so določena skrbništva, ki tečejo 40 let. To so spisi v pisarnah v Škatli. Takole. Na odločbo je not ena pravno dejanje. Pravni postopek enkrat bil, vse ostalo je delo s posameznikom, kar je pomembno, ker izvaja se nešteto vrsto let. Tukaj pa mislim, da imamo drugi profili prednosti. Tako. Mogoče telele izkušnje na vrnitve poslovne sposobnosti. Moj prvi primeri so bili taki brez skrbništva za poseben primer. To je tak najmanjši, najbolj blaga oblika skrbništva za poseben primer, ker bo treba neko nalogo narediti, praviti, pa najhitrejši, najlažje se je speljal postopek. Čeprav si lahko z enim majhno odločbo, ko se je naredila na Centru za socialno delo, človek v bistvu vzel poslovno sposobnost, dal se tam namestitev v institucionalno varstvo, upravljanje finančnih zadev, zastopanje v pravno-pravnih zadevah. Kaj mu še ostane? In potem so hodila ta skrbniška poročila. Na centru veste, da morajo skrbniki enkrat na leto odločiti. In so hodili skrbniki. Kaj ste naredili v tem letu? Nič. To leto nič, prejšnjo leto nič. Kaj ta oseba rabi? Skrbnika. To se bi zelo poseben primer. Tako da je bilo izdano kar nekaj odločb o prenehanju in prišli so tudi skrbniki za poseben primer zelo užaljeni. Toliko let sem skrbel, toliko let sem delal, toliko let sem pravila perilo, pa delala in zdaj vi pravite, da nisem dobra. Ni bilo rečeno, niste dobra. Vedela sem z odločbe, da oseba tega ne potrebuje. Ampak ni že cel življenje to. Vi boste lahko cel življenje njena sestra, lahko boste cel življenje njo podporo, lahko jih pomagate pri gospodinjskih opravilih, greste z njo v trgovino, greste z njo na banko, vse. Ona te odločbe ne potrebuje, to delate na druge načine. Potem pa en dan, evo, pri teh skrbniških poročilih slavnih pristopa en gospod, mi da poročilo, niti nisem imela dosti zmat. Gledam, začnem takoj gledati, brkati človeka, kaj ti piše? In se reka, pa v redu, vse, če karkoli ni, pač bom pa kontaktirala vašega brata skrbnika, pa bo uredila. In on mi reče, pa vse sem to sam napisal. Da se tako sedem, mislim, pogledam, to je bilo fascinantno, ker ponavadi dobimo tako, da moraš vedno klicati, pa dajte še to prinesti. Bilo je napisano v njemu.
Vse, kaj dajte se vse, gremo mi dva skozi. Pregledam, on meni vse pove. En gospod gre. In meni što izgleda, kaj on, kako ne jaz zdaj to, on meni sam piše. Ne mora oseba sama vse napisati poročila. Pa govorim s sodelavcem, ki ga je imel na neki skupini za samo pomoč, nekaj ti poznaš tega gospoda, kdo je to, dekaj pita. On mi dva tako govoriva, praviš, on pa res ne bi več radost. Redu, kaj čela, ne greva v avto in greva k njemu domov pogledati, kako ta gospod živi. In smo šla do njega, v eno vas, tam okolici Cerknice, in ona jo postreže pri temnotu in pove. Glejte, moj brat je zdaj v službi, jaz kuham, tukaj vse stvari urejam, sem bil v trgovini, vse pokazal. Toliko imam denarja, toliko dam za trgovino, toliko da brat za te položnice, na vrh živi sestra, vse, čisto običajno, prijetno govorim. In jaz mu rečem, gospod, no kaj bi vi, sigurno pač, da gremo postopke poslovne sposobnosti, vi ne rabite skrbeti. Pa kaj je to možno? Sebe včasih nekatere niti ne vejo, ker to je bilo kar zakoreninjeno, da je to kar za skos, pa ni tem tako. Zakon in temu ne piše. In se tako dogovoriva, da se on oglasi en dan na centru za socialno delo, jaz sem tudi rekla, kje naj jaz zdaj najdem neko prakso, kako to sploh zdaj v obratno smeriti, kar sem klicala, spraševala prakse. Sem razmišljam, tako sem rekla način. Najboljš, da jaz napišem, mu pomagam, pač to, kar bi komorkoli drugim, in smo dala čist tak predlog, na enem A4 listu napisan, tako navadno, kot da bi on pisal. Sam ta pa ta gospod, rojen takrat, pač se mi je to in to življenje zgodilo in ni tajil. On ima težave in ima še vedno v duševnem zdravju, pa shizofrenijo, zdravljeno in to pove, da ima še vedno privide, prisluha včasih, ampak on je vse te stvari povedal, da on to doživlja, da on to ima, vendar nekako kontrolira. On ve in je povedal, da loči, kaj je njegov prisluh, pa kaj je resničnost, da se pač obvladuje. To mi je bilo tudi všeč, da pač je sam imel uvid, a ne kaj je. No in potem mi dva tole v pisarni natiskam, mu dam kuverto, rečem, zdaj pa nestati v teh sosed, imamo pa sosedke z druga vrata sosedišča. Jaz pa čakam, kaj bo, pač prva izkušnja, neki bo. Pač lepo je imel postavljenega sodnega izvedenca, se je ugotavljal, kdaj se je nazadnje zdravo, psihiatrično, pač prav v bolnici, kako je njegovo stanje, bil je celo podprt od njegovega brata. To je redkost, da so podprti strani skrbnikov. Običajno nisem. Vrnila sem jo popolnoma poslovno sposobnost. Ja, pa ne pa na sodišču to tako bilo zelo konkretno vprašanje, koliko je, koliko imate, od česa se živite, kakšne imate stroške. On je bil res tak lušen, lep primer. Imela sem tudi druge primere za vrnitve poslovne sposobnosti, se pač ni v celoti, se je delno, ampak v nobenih dveh drugih primerih ni bilo podprto iz strani svojcev. Kaj je zdaj tisto, da niso podprti? Predvsem ga je strah. Strah, ne? Zdaj bo sam odločal vse. Zdaj bo sam odločal o svojem premoženju. Zdaj bo sama odločala, gospe, lahko bo razpolagala s hišo. Čeprav ni kazalo nikoli nobenih nekih indicov, pač nekih teženj, da bi ona hotela zapraviti hišo, prodati hišo, da bi ona nekih, ne vem, finančne izgube, neke take stvari delala, ne. Edina stvar, ki se je zgodila, da pač ima težave v duševnem zdravju. In ona bi prav tako živela v tisti hiši in skrbela, kar nek ta strah, tveganje, kaj bo, če bo to, kaj bo, če bo to. Smo tudi tam, recimo, s skrbnikom se pogovorili, pa veliko delali, ne, da on tako in tako je tudi njen sosed, da bo opazil, pa bo videl, pa bo sporočil. Pa smo se o tem pogovarjali, ampak je bilo zelo težko z odvetniki in boji, na koncu je izkazal tudi, da on pač te osebi več ne more biti skrbnik, ker je bila prevelika razlika med čeri. Gospa je to meni tako opisala, ne, mi je bila res ena taka lepa izkušnja po opisanju, kako oni doživljajo skrbništvo, ne. On pije meni dušo.
On živi moje življenje. On ne odloča samo o meni. On odloča o mojem otroku. On odloča o vsem. On je šel prav na govorilne ure za mojega sina. On gre na roditeljski otrok, pač na roditeljski sestavek za mojega sina. To je njo zelo boleti. Prav, vse ti pridem domov, pa ti vse pove. Pa ta gospa je bila tudi moja. Ona si je želela biti. Tako da potem smo res prepoznali, da pač ta njen brat, čeprav je želel in mislil, da bo dober, in je finančno vse dobro pel, in nismo imeli s prstem tako pokazati, to ste naredil, kršitev tako, ampak ni sledil željem, ni upošteval pač njeno osebnost, se pravi v teh majhnih malenkostih, ne ni bilo toliko težno upravljati z denarjem, nam je bilo bolj, da ima svoje življenje, odločanje v takih običajnih stvarih. Drugače tem osebam, če se same ne zmorejo znajti, ker postopki so kompleksni, tudi bom rekla, tudi zame, pač bom rekla, imam nekaj izkušenj tega, pa so bile ene stvari to kompleksne, da je naš center za socialno delo zaprosil za brezplačno pomoč odvetnike. To se strinjam, da vse osebe rabimo v določenih nalogah pač podporo drugih. Če pomislim name, jaz rabim že za zimske gume, da ne vem, kjer kupiti to in zato imam moža in se s tem ne obadam. Pač, to ne pomeni, da nekdo rab skrbnika za določene stvari. Sprav, kar sem jaz zaznala na skrbništvu, je to tako, zame, kje je meja, da bi nekdo rabil skrbnika, ker si mislim, da smo še malo daleč prav, da tega instituta ne bi bilo, je zame tako osebno, ampak res osebno izražanje svoje volje. Ko nekdo lahko izrazi na kakršen koli način svojo voljo, pač, da se to voljo v čim večji meri pač upošteva. Ker smo imeli v postopkih tudi osebe, ko so recimo po možganski poškodbi, niso zamogle komunikacije. In je gospod komuniciral, da je imel tako abecedo napisano za začetek črta. To oseba, ki odloča sama o sebi. On je zame ne rab skrbnika. On je zmožen svojo voljo. Potem smo imeli recimo primere starejših oseb na skrbništvu v zapuščinskih zadevah. Tukaj je pa tudi sodišče stopilo nasproti in je upoštevalo voljo uporabnika. On je sam povedal, komu želi zapustiti premoženje. On je vedel točen katastarskih občin, pa te košitki, pa tako ima geodetska, pa ne vem kaj. Ampak on je vedel, pač temu ali temu. To je mene to izražanje svoje volje, upoštevanje svoje volje. Da jaz znam izraziti voljo, čeprav mogoče tistih podrobnostih po malenkosti, ne, ampak bistveno je cilj, ne. Ja, imela sem te finančne zadeve, to je vedno tako zanimivo, ker imaš potem osebe, ki jih za 5 evrov jaz ne prinesem okoli, ne. Se je enkrat mi izgubili, ene spisu 5 evrov. Rečem, da ene osebe bi si je želela imeti, da je bile skrbnik moje. In je bilo tudi paredi gospe v zavodu, da se je podala hiša in je imela ogromno denarja na računu. Ponovadi imajo te vaši varovanci te žepnine, so nizke in tiste, vem, cigarete, kavica in je več ni. Če ima en na računu 120-150 tisoč. In ste skrbnik, ima center in jaz sem skrbnik. In ona hoče čevlje za 150 evrov. Tako ne, jaz vem, kaj je to v redu. In ona je potem, ko smo se to glede teh čevljev, smo se malo, koliko drage pa bi, pa dajte kakve cenejše. Jaz sem na podlagi svojih izkušenj sklepala, ona si je take želela, denar ima, ampak niso bistveno čevlje, bila pa še jakna za 400 evrov. In ona je dala predlog za vrnitev in mi je bila super izkušnja. In so govorile sodnico. Pa poslušajte, kako se vi odločite, kje imate vi merila svoja, v kakih kriterijih, koliko drago ali koliko pocen, kaj boste odobrili, kaj ne. Se kaj nimam. Kako pa to veste? Pač ne vem, jaz vem, da oni drugi, ki imam na skrbništvu, ki nima to denara, ki jih sam 120 evrov postane, pač moram reči, gledaj, ni to denara, pa ne ti reči. Tako, to je kot dilema, ne sem pa tako povedati, pač
Ja, ali pa dileme, zdravstvene storitve, to je tudi skrbnica, recimo, vse najlažje je odločbo, ali tja noter sklep napisati, da zdravstvene storitve dejansko na terenu je tako stavitev, potem ne vem, kako bom prav rekla, stome, potrebo hranjenje, prek to verjetno zdravstven kader bolje ve, ne se skrbnica o tem odloča, ne skrbnica pride k nam, pravi, kaj pa jaz vem, ne vem. Ne, jaz ne, mi na centru tudi ne vemo, ali ta zdaj uporabnica tam v bolnici, a ona rab zdaj to ustavitev, ne, pa kliče zdravnik, če ji ne bomo ustavili v 2 urah, bo umrla, ona prav, mi ne vemo, kaj je, pač to je to v zdravstvenih storitvah. Tem malo smernice sem rekla tudi, ne vem, če bom prav izraz rekla, to obvezno psihiatrično zdravljenje na domu, ko se zdravijo za zdravila, sem dobila enkrat informacije, da tudi če oseba ima ukrep in pride psihiatrična služba do njega, ni nujno, da on vrata odpre. In tudi če vrata odpre, nihče mu ne more nasilno pač dati zdravila. Kaj imamo mi pol skrbništva, pa da treba ljudi dajati zdravila, če tam z enim ukrepom povejo, da ukrep je, morajo priti do njega, dejansko izvedba ni. To so to dileme, da so se meni tako pojavljale. Ne. Malo sem se tudi vedno spraševala, ne, ko jaz sem imela tam 100 spisov skrbništva. Dejansko sem poznala ene 3 osebe, ki bi si želele vrnitve poslovne sposobnosti. To govorim pri sebi iz pisarne. Mogoče na terenu ali pa pri vas v zavodih imate bolj, ko ste bolj v povezavi z njimi. Zakaj teh oseb pri meni na centru ni? Jaz si mislim, če bi nekdo danes meni vzel, ali pa postavil pod skrbništvo, bi bila jaz zelo prikrajšana, jezna, užaljena, da bi se počutila, da mi je bilo nekaj res odzeto. Eni osebe tega niso občutile. Ne bilo mene navaden, ampak potem sem tudi opazila, tako je bilo, to so res moje opazovanja ali pa zaznavanja, da nekatere osebe nikoli v življenju niso odločile o sebi. So prej odločali njihovi starši, so prej odločali potem njihovi skrbniki. Predvsem tukaj gre oseba, ki se s kakim intelektualno uverenostjo, recimo rojeni, pa bi se lahko o enih stvarih odločili sami, povedali vse neko svoje mnenje, opažanje, izražanje, voljo, karkoli temu rečemo, pa tega ni. Recimo tudi zdaj sem veliko na terenu, pa za to osebno asistenco in to, pridem do uporabnikov, ki imajo ali podaljšane roditeljske pravice ali skrbništvo. In ne malokrat sem opazila, da te osebe nikoli v življenju niso bile vajene možnost imeti izbire. Ne razumete? Nikoli niso razmišljali, da v teh določenih stvareh odločajo sami. To je tisto, kar je tako meni prereče. Ker jim je bilo vedno samo dano, to je zate dobro, to bo tako, to boš to in so bile vedno vodene. Potem pa, ko prideš, ali pa če rečeš, da bi opravil pogovor sam z njimi, je pa vedno tako, mama, ti povej, ali pa to, lahko so to čisto take majhne stvari, ne vem, ali bi se odločila to ali bi to, kaj bi to, boš ti povedal, ali pa ti reči. Tako, mogoče ni lih tukajle današnji posvet temu, ampak tudi en lep primer sem imela na osebni asistenci, sicer je tudi gospod ima skrbnika, pa je v institucionalnem varstvu bival, tako da se je po osebne asistence lepo priselil v domačem okolju, imam 2 taka primera, tako da vse stvari počasi odvijajo na terenu. Pa če zaključim s tem začetkom, če sem rekla, da moja predhodnica celi svoji delovni dobi ni doživela primera, pa da smo v 10 letih 3, tam so majhne številke, so premiki in se piše neka praksa. Evo, tole. Najlepša hvala. Okay, hvala vsem, da ste delili vaše izkušnje z nami. Zdaj pa je prostor za vaše vprašanje, za kakšno diskusijo.
dosti tem se je danes odprlo, no, tako da mogoče bi vi delili z nami, kakšne so tiste težave, s katerimi se srečujete pri vašem delu, kje nuditi podporo osebi, kje so težave, kdaj se je težko odločiti, kdaj ne veste, kam, na koga se obrniti. Tudi na Zoomu, če bi kdo imel kakšno vprašanje.